Ja, že kar 19 let skoraj živim za sebe. Lepo. Mislim, sem vesel pa ponosen, da sem lahko sam svoj šef. Ne bi bili mi, če ne bi vsakič pripravili nekaj drugega. In tudi danes bo podcast malce drugačen. Začela bom jaz, ampak potem pa bo voditeljsko mesto prevzela Samira. Samira, pozdravljena. Pozdravljena. Rekli smo, da boš danes prevzela voditeljsko mesto in predstavila tudi svoje kolege iz VDC Zasavje. Ja, seveda. A se že veseliš? Ja, zelo. Pa dajva najprej tebe predstaviti. Povedala si mi, da si iz Hrastnika, torej tukaj zelo blizu našega studia si doma. Zakaj te pa veseli pogovor, pa novinarstvo, pa mediji? Ja, že včasih že od VDC, ko sem začela hoditi, smo imeli zdaj igro in gaštet tam, glede oddaj, po športnih oddaj. Pa tako po televiziji rada gledam, no, pa tako, če pridejo v Hrastnike snema, pa slučajno, če pridem mim, pa vidim, kako snemajo, pa tu pa malo poslušam, pa tako. Zdaj pa ne boš samo gledala pa poslušala, ampak boš kar ti voditeljica. Ne? Ja, prav. Samira, rekla si, da si stara 38 let. Ja. Kaj pa je tvoja diagnoza? Moja diagnoza je, jaz imam operirano hrbtenico. Ko sem bila 12 let stara, sem imela operacijo v Doltri. Tako, pač železno palico imam noterno. Kako pa te to kaj ovira pri dnevnem gibanju? Ne, niti ne, edino če kakšne spremembe vremena pa to, no. Vključena si v varstveno-delovni center v Zasavju oziroma v Zagorju. Kaj tam počneš, koliko časa si že tam, povej nam malo. Ja, seveda, v VDC sem že od 2007, delam kooperacijska dela, rada plešem, rada pomagam svojim uporabnikom, tisti, ki so na vozičku, hodimo na morje, na izlete, imamo piknike. Da se ustaviva, rekla si kooperacijska dela. Kaj to pomeni? Točno mi povej, kaj delaš? Kooperacijska dela, za pohištvo noge šaraufamo, pakiramo, nosilce za kuhinjo, pakiramo, v škatle in štem tudi, pregrade za steklarno tudi. Pa je to zahtevno delo? Ja, kar ja. Je kar? Ja. In to delaš koliko ur na dan, recimo? Recimo, jaz sem že od 2:30 pa do 3:30 v VDC-ju. Si kar zgodna. Ja. Rada zgodaj vstajaš? Ja, že ob 3:30. Kdaj greš pa potem spat? Kakor je, tam do 10 najkasneje. Aha, okej. Potem nisi tako zgodnja, da bi šla s kuram spat, a Ne. Rekla si, da hodiš tudi veliko na izlete, pa da pomagaš tudi prijateljem, ki so na vozičku. Ja. Kaj to pomeni, da jih odpelješ ven, greš z njimi Ja, na grem z sprehod? njimi na sprehod, recimo imam sodelavko Barbi, ki je tudi na vozičku, ki se ne more sama hraniti, pomagam, ne, recimo jabolko narezati ali pa banano olupiti pa kak sadje. Se pravi, ti si tudi kar tak pomočnik tam v VDC-ju, Ja. ne? Pomočnik, voditeljica, čisto vse, ne, res si ta prava ženska, vse počneš. Ja. Tako, zdaj bom pa jaz svoje mesto prepustila tvojemu kolegu. Pred mikrofon bo prišel Toni. Ja. In zdaj boš ti nova zon voditeljica. Zmenjeno? Zmenjeno. Okej, Okay. izvoli. Hvala. Živijo, Toni. Kako si? Živjo sem, Mira, sem v redu. Lepo. Slišala sem, da si bil včasih v dom starejših v Trbovljah in zdaj si trenutno v bivalni. A mi lahko malo kaj več poveš? Ja, bil sem v domu od leta, ko sem končal osnovno šolo, sem prišel v dom v Trbovlje, sem bil 30 let tam. Ja. Kaj te pa veseli v bivalni? V bivalni me veseli tudi, da sem se naučil malo, kako se pravilno živi, pa kako se pravilno ravnaj z denarjem. Kaj še počneš, kaj te veseli, kak šport? Nogomet, košarka, recimo vsak šport. Lepo, Toni. Daj mi povej še kaj o sebi, kako se počutiš v VDC-ju? A bi kaj spremenil? Ne bi, ker je zelo lušen. Smo taka majhna skupina v delavnici, Lepo. da je kar lušen. Lepo. Vidim tudi, da zelo ribe rad loviš. Ja, Je res, ne?
Ja, res je. Ja, zadnjič smo šli v Ljubljano na Miss Slovenije. Kako ti je bilo pa tam všeč? Ja, bilo mi je zelo všeč, ker so bile luštne misice. Ok, v redu. Hvala, Toni. Prosim. Oto pridi. Živijo, Oto. Živijo. Kako si? V redu, hvala. V Ti? redu. Je v redu, hvala. Da mi povej, pred leti si imel nesrečo, Ja, ker vidim, da nimaš ene roke. Kako se počutiš? ja, tega je že kar 22 let nazaj. Moram reči, kar fajn, mislim, začetka je bilo meni mančkem bolj tako. Malo šok, pa stres. Mislim, A te kje ovira, ko nimaš ene roke? niti ne, se navadil v takem času. Ja, Po zdaj, ker si 22 sam letih. doma, živiš v svoji hiši, Ja, že samostojno, lahko kaj več poveš? Ja, že kar 19 let skoraj živim za sebe. Lepo. Mislim, sem vesel pa ponosen, da sem lahko sam svoj šef. Aha. Da sem sam svoj šef, No, lepo. pa da v bistvu da lahko sam za sebe skrbim, pa dokažem, da kljub temu, da imam eno roko, da se da to vseeno Ja, izpeljati. ker vidim v VDC-ju delavnici, ker tam zelo veliko narediš sam. Težke škate dviguješ, pakiraš sam. Jaz sem ful ponosna na tebe. Lahko še kaj več poveš o tem? Ja. Pač to mi je v veselje, mislim, da imam možnost vsakega dela, da lahko se naredim v večini, se naredim prije kak del, da ga mogoče ne morem, ampak še vsem pokažem voljo pa interes. Pa ni mi težko, mislim, pač Ja. Vem, da si tudi gasilec v Čemšeniku, ja, da imate zelo veliko tekmovanj pa to. Lahko še kaj več poveš? ja, vsako leto je pač so razna tekmovanja regijska, potem državna, ko se pač od pionilčkov, mladincev, članov A, članov B, članic tudi, pa tudi sem že ne, 27 let že pri gasilcih, tako da O, lepo. čez 3 leta. Kako se počutiš med skupino v VDC-ju? Zelo fajn. Zelo Lepo. fajn. Ko se malo pohecamo, kako resno debato. Mislim, nič mi ne manjka. No. No, lepo. Hvala, Oto. Hvala tebi. Malenkost. Irena, pridi. Živ, Irena. Kako si? V redu. Včasih si ti hodila že kam drugam v VDC? Ne, hodila sem, takrat ko sem bila še v Kamenki doma, sem hodila v dnevni center. Aha. Ja. Kaj pa kaj počela tam? Ja, delali smo iz filca razne obeske, pa iz lesa smo tudi izdelovali. Pa marmelado smo kuhali, pa sirov smo tudi naredili. Tako no. Lepo. Bila si nekaj časa v bivalni in zdaj imaš svoje stanovanje. Ja. Zelo sem ponosna na tebe, da si šla v to. Mi lahko še kaj več poveš? Ja, sem samostojna, hodim sama na avtobus, zdaj grem tam čez cesto pri semaforjih. Pa tam se pač pogovarjam z uporabnikom pa uporabnicami. Lepo. Ja. Imaš tudi podporne storitve, kakor jaz? Ja, imam, ja. No, imam. to je pa lepo. Kam greš kam na izlet z njimi? Tudi, no, zdajle smo lani decembra so šle iz Aliso, so šle na Škugorja. Ja, sem slišala, ja, lepo.
letos smo tudi šli na Škugorja marca. Zdaj gremo pa iz Vodice, grem pa 20. aprila na Pohorje. O, lepo, lepo. Kaj počneš v prostem času, popoldne? Muziko poslušam. Lepo. Ja. Kaj te še veseli, kaj bi še počela? Rada bi še imela to atletiko, pa jo ne morem imeti več. No. Tako da, Ja, aha. V redu, Irina, hvala. prosim. Evo, Samira, zdaj si se preizkusila v vlogi voditeljice. Malo se kar bojim za svojo službo, no. Vidim, da si rojena za mikrofon, da ti tole odlično gre. Tudi Hvala. tvoji prijatelji so upoštevali, so se odprli, so povedali. A bo še prišla kaj posnet? Ja, če me pokličete, povabite z veseljem. Daj mi povej, koliko časa si se pripravljala? Ful si napisala nekih vprašanj, pa vidim, da nisi prav nič rabila jih, a ne? Nič, tu gre smela pomoč za Tjašo. Hvala Tjaši. Včeraj smo to na hitro napisali. Pa si že prej vedela, da prihajaš sem, ali si izvedela včeraj? Včeraj sem zvedela, so mi povedali, pač, da gremo na zon. Mogoče ti niso hoteli prej, da ne bi bila nervozna že en teden, a ne? Kako si pa sestavljala vprašanja? Kako je biti voditelj? Na kakšen način si se pripravljala na tole danes? To mi je Tjaša pomagala. Pa si sama predstavljala, da bo tako, kot je bilo, ali drugače? Drugače, jaz mislim, da bo več kamer pa to. Kaj pa luči, kaj te je najbolj presenetilo, recimo? A je isto, kot če se sedeš v VDC-ju ali pa kjer ste za mizo, pa se Ja, malo je pogovarjate? drugače, ker so kamere pa tako, drugače je urejen pa tako. Kaj bi pa recimo ti še želela v takšnem studiu videti? Je tako, da bi, če bi bila voditeljica, tako nekako športnik, ki mi pretekal, pa to, da bi še nekaj tako vprašala pa to. Se pravi, to je tvoja želja, da bi njega intervjuvala mogoče? Ja. Ok, bomo si zabeležili. Ja, najlepša hvala ti, Prosim, hvala vam Danes- za povabilo. z veseljem. Jaz sem prepričana, da boš še prišla. Ja. Boš, a ne? Ja. Ja, super. Najlepša hvala, pa hvala tudi vsem ostalim, ki so bili danes z nami. In zagotovo posnamemo še kako serijo VDC podcasta, ne? Okay, hvala. Super.